Aleš Forjanič je po poklicu cvetličar. Kupce že vrsto let v Kranju, kjer ima svojo cvetličarno, oskrbuje s čudovitimi šopki in cvetličnimi aranžmaji za vsako priložnost ter pestrim izborom sobnih rastlin in sadik. Svojemu delu je predan z vsem srcem in dušo. Prihajam iz Škofje Loke, iz čudovitega mesta. Navdih sem dobil iz cvetličarstva, ko sem v škofjeloških cvetličarnah hodil in sem gledal tiste kreacije, rožice in sem rekel, ko bom jaz velik, bom pa tudi to delal, in se res tega držim. Naša mami, pa tudi ostali družinski člani so zelo spodbujali, so rekli, pojdi, leto je lep poklic, vedno se lahko kaj kreira, vedno lahko kaj novega urediš, novega izveš, se učiš. Tako sem se odločil, da bom cvetličar in šolanje uspešno opravil v Kranju. In takoj dobil službo v Ljubljani, prakso opravil, imel sem čudovite mentorje, ogromno so me naučili, zdaj sem tudi sam mentor, tako da cvetličarstvo je v bistvu moj drag. Diham, ni lepšega, kakor uživati v tem poslu, kar ga imaš rad. Delo cvetličarja je zelo pestro in razgibano. Njegovi izdelki spremljajo vse pomembne dogodke v našem življenju. Pomembno je tudi, da ima smisel za delo z ljudmi ter seveda ustvarjalnost in občutek za estetiko. In kaj zajema delo cvetličarja? Ja, to je zelo širok spekter kreacij. Tako vesele kot malo manj vesele stvari. Vesele so lahko poroke, potem mame, ki imajo rade šopke, tudi marsikateri očetje imajo rade šopke, ampak večinoma ustvarjamo rože za ženskega spola, so najbolj vesele. Tudi za zaljubljene, potem rojstni dnevi, poroke, abrahami, skratka, ogromno dela je. Malo manj veseli so pa žal pogrebi in pa tiste protokolarne stvari, ki pač moramo biti zraven. Marsikdo zahteva, da je nekaj en poseben šopek mi naredi. V bistvu je vsaka stvar izziv, kar ljudje potrebujemo originalnost, radi imamo kakšno izvirnost. No, tako da sploh lahko začnem delati, seveda potrebujem cvetlice, rože. Cvetje prihaja iz celega sveta, tako eksotično, kot so orhideje, strelice, to so rastline, ki pri nas ne morejo rasti zunaj. Tako kot pri nas v Sloveniji imamo cvetlice, tulipane, narcise, spomladne, jesenske, skratka, celo leto je pestro, zabavno in zelo, zelo pisano in cvetoče. Aleš Forjanič je bil dolgo let zaposlen v različnih podjetjih, pred nekaj leti pa se je odločil za samostojno pot. Sodeluje tudi v skupnih projektih z lokalno skupnostjo. Izpod njegovega peresa pa nastajajo tudi zanimive in zabavne cvetličarske zgodbe. Dolga leta sem bil zaposlen v različnih firmah, v Ljubljani, v Kranju. Pred 6 leti sem se pa odločil, da bom šel na svojo pot in prav sem se odločil, ker lahko še bolj kreativen, še bolj se lahko ukvarjam, še bolj lahko izzive sprejemam. V sodelovanju s kakšnimi temi kranjskimi šolami, kot je recimo Matija Čopar, tudi s kakšno krajevno skupnostjo sodelujemo v projektu, da rastline cvetličimo korita, kajti otroci so zelo vedoželjni, kaj jim bo zraslo, kako bo raslo. S tem dajemo tudi znanje, širimo tudi naprej znanje. Včasih sem seveda še v sodelovanju z Kranjčanko. Sem pisal članke, za katere so ljudje z veseljem brali, ampak mi je potem malo časa zmanjkalo, potem sem prenehal pisati, ampak vem pa, da ljudje še danes zelo radi omenijo, da so zelo radi brali moje članke, ki so bili zabavni, pa obenem strokovni. Za gledalce Spletne TV je Aleš Forjanič pripravil jesensko zasaditev, ki jo doma lahko naredite tudi sami. Zdaj vam bom pripravil eno jesensko nasaditev. Na par rožic bomo dali, ki so pač primerne za ta čas. Da sploh začnemo delati, potrebujemo posodo. Posoda bo lahko primerna za na pokopališče ali pa za balkonsko teraso, kakorkoli boste želeli, važno, da je lepo. Jesenske cvetlice, ki jih imamo tukaj, bomo nekaj lepega noter posadili. Bomo dali sivko, vrtne nageljčke,
Travica, zelo priljubljena pri strankah, ker je taka lepa zelena, resa. Nič se ne bojte umazati rok, to je delo z zemljo. Dal sem zelo kvalitetno zemljo, ki ima že vsa potrebna hranila. Lepo do vrha, lepo zemljico. Potem bomo dali sivko, trajnico. Dali bomo eno reso, trajno. Kakšna lepa vrtnica, ki zelo dolgo časa cveti. Priljubljena travica in pa zimzelen grmiček. To je le eno od mnogih del, ki jih cvetličarji vrtnarji uporabljamo in se učimo, kaj bomo posadili, kako bomo posadili, ker je to vse odvisno, kako bomo zalivali, kako bomo negovali, da bomo čim lepše in čim dlje uživali v aranžmaju, ki smo ga naredili za stranko ali za sebe. Če vas bo pot zanesla v Kranj, obiščite cvetličarja Aleša Furjaniča in si polepšajte dan s kakšnim šopkom. In če iščete cvetlične aranžmaje za posebno priložnost, vam bo rad svetoval in pomagal.